Spoštovani kolegi, tudi dober dan v mojem imenu. Jaz sem Primož Mrvar, vodil sem tole delavnico z naslovom tehnologije. Usmerjena je bila pretežno, torej slušatelji, predvsem livarji, torej livarne, ki so specifična podjetja, manjša, običajno nekoliko manjša, niso zelo velika podjetja, pa tudi delno orodjarstvo je bilo prisotno in pa torej druge tehnologije preoblikovanja spločevine, manjši izdelki TPV, predstavniki TPV-ja. Torej, zelo pestra druščina, torej bistveno težja naloga kot pri jeklu in aluminiju, kjer gre za predelovalno pot. Imamo tukaj litije v enkratne in trajne forme zelo različnih materialov. Torej, lahkih z litin, non-ferrous, ferrous, v glavnem. Torej, po prvi predstavitvi trenutnega stanja na Slovenskem smo v bistvu iskali presek, česa bi se lotili, seveda z vidom na zeleno, z vidom na sustainable production, na neko trajnostno naravnano produkcijo. Se pravi, udeleženci delavnice so na nek način v prvem delu izpostavili probleme, ki se jih dotikajo. Prvi problemi so se nanašali na področje recimo ekologije, tudi se lahko navezujem na predhodne govornike, profesor Podgornika in profesor Medveda, kjer dejansko so določene surovine, recimo predvsem materiali enkratnih form, uvrščeni kot v nek odpadek. Torej, iz sekundarnih surovin so prišli v nek odpadek. In ideje so, da bi te odpadke na nek način v druge veje industrije, recimo v gradbeništvo, v proizvodno, torej mogoče cementa, lahko uspešno zapeljali. Tukaj bi bilo mogoče ena iztočnica. Potem z vidika preseka vseh teh različnih tehnologij, torej litija v trajne enkratne forme, gravitacijsko, pod tlakom, nizkotlačno, precizijsko, centrifugalno in tako naprej. Torej zelo različne tehnologije, različni subjekti smo prišli do tega, da v okviru digitalizacije bi najdli presek aktivnosti v zbiranju podatkov z aktualno eksperimentalno senzoriko na posameznih livarskih subjektih in seveda nadgradili obstoječe virtualne rešitve na celoviti virtualni poti, torej ta dva svetova, virtualni svet in pa eksperimentalni svet. Na osnovi teh pridobljenih podatkov bi seveda formirali matrike in z pomočjo, recimo, kot je bilo že rečeno, nevronskih mrež, lahko dejansko in nekega feedbacka vplivali nazaj na proces, da bi dobili več kakovostnih produktov, kar bi pomenilo manjšo porabo energije in tako dalje. Nadalje je bil omenjen pilotni center, pilotni center za področje livarstva, recimo, ki bi se lahko ukvarjal s to problematiko, navedeno. Nadalje je bilo, predhodniki pa tega niso omenili, pri nas, kar kljub temu, da je bil naslov delavnice tehnologije, izpostavljena velika, bi rekel, problematika kadrov in pa tudi promocija. Namreč, trenutno kadri na področju materialov metalurgije, pa generalno tudi lahko rečemo še strojništva, zraven za to branžo, ki se ukvarja s predelavo materialov in metalurgijo, predstavlja velik problem. Trenutno na Univerzi v Ljubljani, na našem oddelku za materiale in metalurgijo, kjer pokrivamo 4 študijske programe, univerzitetni, visokostrokovno šolo, master degree po Bologni in pa enovit doktorski študij. Imamo približno 260 študentov v vseh letnikih, seveda pa sredstva in prostorska problematika ne omogoča neke širitve.
analizirali smo nekoliko vzroke za to, ki izvirajo z manjše, torej z manj kandidatov, z manjše rodnosti v zadnjih letih. Recimo, ko sem jaz hodil kot študent, je bilo rojenih okrog 40,000 otrok, danes pa pomembno manj od 20 že. Po drugi strani, torej iz strani tako univerze, kot strani mogoče Ministrstva za visoko šolstvo, ki pa nima čist direktnega vpliva na povečanje sredstev in tako naprej, se to odraža v nekem, bi rekel, zastoju, torej kandidatov je premalo glede na potrebe. Tukaj pač je bilo izpostavljen tudi to, da v bistvu industrijska podjetja plačujejo davke in tako naprej in od državne univerze se pričakuje, da dejansko te kadre naredimo. Vendar to je pomembno, mislim, je povezano tudi z sredstvi. Ta sredstva niso razporejena glede na potrebe naše industrije. Toliko mogoče še o tem, da glede na še ena ideja, ki bi povezala to zelo različno druščino, je pa ta, da bi dejansko livarne, ki vlivajo v enkratne forme, proizvedle določena orodja ali orodne segmente, ki bi jih dejansko livari, ki vlivajo v trajne forme, uporabili z različnimi tehnologijami, torej pod tlakom, nizkotlačno, kokilno, nagibno kokilno. Torej, to so bile te istočnice. Nekega zaključnega naslova še nismo definirali, smo pa nekako rekli, da se še dodatno slišimo in bomo to uskladili. Hvala lepa.